Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Skupina Panvita je včeraj prevzela 3 povsem nove traktorje. Soboška tržnica in trg kulture sta napolnjena s cvetličnimi aranžmaji za dan mrtvih. V Križevce na Goričkem vabijo na Noč čarovnic. V oddaji iz našega studia bo naš gost, župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj. In še vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Skupina Panvita nadaljuje vlaganje v sodobno in učinkovito kmetijsko mehanizacijo. Včeraj so uradno prevzeli 3 povsem nove traktorje znamke Fendt. Približno 1 milijon vredno investicijo je skupina Panvita včeraj predala namenu. Gre za 3 traktorje Fendt ali, kot so povedali, lepo število konjev, ki bodo poskrbeli za hitrejše, natančnejše in okolju prijaznejše delo. Za vsake 3 hektarje danes dobivamo enega novega konja, ki bo obdeloval v obliki teh 3 traktorjev naša polja. Nabaviti novo mehanizacijo ne pomeni samo, da zamenjamo staro mehanizacijo, ampak tudi, da jo posodobimo oziroma jo damo v višjo predstavo. Torej, da bomo z novo mehanizacijo bolj učinkoviti, bolj natančni, bolj sposobni kljubovati tem vremenskim pogojem oziroma okoljskim spremembam, ki se vsak dan vedno znova pojavljajo in ki so vse tudi ostrejše. Kljubovanje izzivom sodobnega kmetijstva je skupina Panvita načrtovala že nekaj časa. Nekje spomladi smo tudi izbrali vrsto strojev, katere si želimo zamenjati, in pa tudi količino. Dokončno potrditev smo oddali konec žetve oziroma konec julija in po 4 mesecih smo seveda pridobili oziroma so bili v tovarni Fendt v Nemčiji izdelani ti 3 lepotci, ki jih danes predajamo našim zvestim zaposlenim, da bodo z njimi še naprej in še močneje obdelovali naša obdelovalna zemljišča, ki jih imamo seveda sposojena od naših zanamcev, da jih obdelamo na primeren način, tako da bodo na njih čim manjši okoljski negativni efekt in pa tudi čim večja sposobnost proizvodnje hrane, ki je potrebna za slovensko samooskrbo, za slovenskega potrošnika, da bomo lažje preživeli. Nova pridobitev je pomembna z več vidikov. Nenazadnje pa se bo odražala tudi na ceni pridelkov. To bo pomenilo tudi racionalizacijo v stroških, racionalizacijo v pridelavi in seveda na koncu v končni lastni ceni pridelka, ki ga proizvajamo. Jaz mislim, da bo s tem skupina Panvita še močnejša, še bolj bo nadaljevala svojo 100 plus toliko obletnico delovanja. In glede na to, da hrana za človeštvo je neobhodno potrebna, je to tudi eden od pogojev, ki pomeni, da bo skupina Panvita v bodoče tudi še bolj resnejši in bolj trajnejši pridelovalec hrane za slovenskega potrošnika. Traktorji, izdelani v Nemčiji, so z današnjim dnem že začeli delo na 3 lokacijah, ki jih obdeluje Panvita kmetijstvo. Ti 3 traktorji bojo v Pomurju na novo od jutri dalje. Eden bo na področju Beltinec, eden bo na področju Murske Sobote in eden na področju Tešanovec. Cilj je, da bodo polja obdelana vzorno, natančno, kakovostno in z mislijo na prihodnost. Pred dnevom mrtvih se odpravljamo, da za tiste, ki jih ni več med nami, izberemo cvetje, ki naj pokaže, da na njih še mislimo in da so na nek način še med nami. Na soboški tržnici lahko izbirate med rezanim cvetjem in aranžmaji iz sveže narezanega cvetja ali izdelki iz suhih rož.
Mnogi med tistimi, ki izbirajo aranžmaje, se odločijo za sprehod med vsemi ponudniki, da med razstavljenimi izdelki najdejo tistega, ki jim je najbolj pri srcu. 30. oktobra bo, lahko rečemo, srhljivo v Križevcih na Goričkem. Pripravljajo namreč Noč čarovnic in želeli smo izvedeli več, zato smo v našo družbo povabili Bojana Koltaja skupine Blue Planet oziroma člana skupine Blue Planet, in skupina je organizator zabavnega dela. Bojan, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Kaj se bo dogajalo, od kdaj se bo dogajalo? Tako, kot že rečeno, 30. oktobra, se pravi prihajajoči četrtek, bo v Križevcih v Prekmurju potekala že druga Križevska noč čarovnic, katere soorganizator smo, kot bilo že rečeno, tudi mi, kot skupina Blue Planet. Dogajanje bo pestro, pripravljamo tako program za najmlajše, kot tudi starejše oziroma za vse ostale generacije. Pri tem vam tudi pomagajo domača društva, denimo Prostovoljno gasilsko društvo Križevci. Tako, Prostovoljno gasilsko društvo Križevci so naš partner v tem dogodku. Oni pripravljajo, kar se tiče infrastrukture in gostinskega dela. Ob kateri uri se moramo odpraviti v Križevce, da bo dovolj tema, da se bo lahko začelo tisto pravo dogajanje Noči čarovnic? Tako, letos smo se odločili, da bomo celotno dogajanje začeli malo prej, zato ravno s tem namenom, ker pripravljamo program tudi za naše najmlajše, se pravi otroški program, animacijo, tako da bomo letos prizorišče odprli že ob 16. uri. Takrat bo še, upamo, malo svetlo. Zdaj, iz vaših besed se da razbrati, letos je druga Križevska noč čarovnic, tudi pri prvi ste bili organizatorji, da ste program malce razširili še za najmlajše in potem recimo temu za otroke do osnovne šole ali prve triade. Tako. Letos smo poskrbeli tudi, kot že prejšnje leto, za najmlajše, kajti noč čarovnice je takšen dogodek, da se tudi najmlajši lahko malo pozabavajo, malo doživijo ta čar te noči čarovnice. Tako da smo za otroke do 12. leta starosti tudi uredili prost vstop na prizorišče, seveda v spremstvu staršev. In ne le prost vstop, tudi za otroke ste poskrbeli s posebnim programom, ki ga bo vodila, recimo čarovnica, takšna prijazna čarovnica. Tako, za otroški program smo se letos odločili, da v goste vabimo Mišo Zečevič, ki bo poskrbela za otroško animacijo, čarovniški disko, popestritev, otroške pesmice in seveda tudi ekipo pisanih mehurčkov, ki bo izvedla različne delavnice, kot so poslikava obraza, iskanje zaklada in različne druge delavnice. Skupina Blue Planet pa bo poskrbela za zabavni del, to se pravi, glasbeniki ste ustrezno preoblekli vaše hite, da bodo zveneli malce bolj čarovniško ali pa, recimo temu, malce bolj srhljivo, kot bi sicer. Recimo temu, da smo. Kako si lahko to predstavljamo? Zvočni efekti so vsekakor zelo pomembni. Poskrbite pa po vsej verjetnosti tudi za kuliso z lučmi. Tako, celotno prizorišče bo obarvano čarovniško, čarovniško bo okrašeno. Dajmo se presenetiti, tudi na odru se bodo mogoče pojavili kakšne čarovnice, bendu ali pa kje drugi. Se pravi, celotno prizorišče je okrašeno, različni elementi so postavljeni, tako kot tudi čarovniško pokopališče, različni dodatki, ki bodo pač spremenili prizorišče temu primernemu. Koliko časa traja približno, da pripravite prizorišče in kje je seveda prizorišče, je tudi pomembno povedati, ne nazadnje Križevci na Goričkem niso ravno majhna vas. Tako, prizorišče se nahaja ob nekdanji tovarni, se pravi v Križevskem vreju po domače pravimo, se pravi gor na najvišji točki v Križevcih. Pri tovarni bo veliko prizorišče, kjer bodo seveda tudi šotor postavljeni oziroma več šotorov bo. Letos bodo kar 3 po celotnem prizorišču, tako da se nadejamo, da ne bo slabega vremena, ampak v primeru, če bi bilo, je tudi za to poskrbljeno.
z nadstreškom oziroma s tem, da bodo ljudje potem tudi oziroma obiskovalke in obiskovalci, pa sploh pa najmlajši tudi suhi. Malo pa vendarle mora biti tistega ta pravega vzdušja in morda malce blata ali pa kaj takšnega, kakšen dež ne bi ravno škodil. Ja, če bo... Pred dogajanjem, seveda. Tako, napoved je sicer takšna, ampak 30. oktobra zagotovo ne bo dežja. Lansko leto ste poželi uspeh in nadgradili, pričakujete tudi letos več obiskovalcev, kot jih je bilo minulo leto. Vsekakor, nadejamo se seveda malo boljšega obiska, oziroma upamo, da bo boljši obisk, zato smo malo razširili tudi program, tudi pester glasbeni program bo, seveda ne bomo samo na odru skupina Blue Planet, goste smo povabili še Žana Vidca, zmagovalca Melodij Morja in sonca iz leta 2024. Seveda vrhunec večera bodo pa The Kvašen Retešaj, naš domači bend. Se pravi, nekako stremimo, da podpiramo domače, letos samo domači slovenski bendi, tako da bo po večini zvenela slovenska pesem. To se pravi čisto domača noč čarovnic, čeprav nekateri pravijo, da smo jo uvozili iz druge strani Atlantika, ampak v redu je. Trajala pa bo seveda prireditev, vsaj predvidevam, tako glede na to, da je drugi dan praznik, oziroma naslednji dan je 31. oktober, dolgo v noč ali v zgodnje jutro. Tako, prireditev se bo začela, kot rečeno, že ob 16. uri in se bo končala tam nekje enkrat po 3. uri zjutraj. Tako, za otroke najboljše, da pridemo že ob 16. takoj na začetku. Za tiste malce bolj odrasli, ki bi radi malce bolj temačno vzdušje, pa počakamo, da pade mrak in da se Križevci čisto zares, oziroma najvišji vrh prelevi v nekakšen prostor, kjer se zbirajo čarovnike in čarovniki. Bojan Kolta je skupine Blue Planet, veliko uspeha in seveda najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. V nadaljevanju sporeda bo gost oddaje iz našega studia, župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, ki je med drugim razložil potrebo po rebalansu proračuna. Glede na to, da imamo v izvajanju kar veliko projektov, ki so tudi sofinancirani zaradi samih postopkov, ker dejansko od trenutka, ko je projekt nekako odobren, pa do same sklenitve pogodbe traja kar precej časa, da se dokumenti pregledajo, torej procedura je pač takšna, smo ugotovili, da bo pač izpad na prihodkovni strani, zato smo tudi proračun korigirali, žal pa tudi zaradi teh projektov, ker jih dejansko predfinanciramo. Poglejmo še, kaj pravijo vremenoslovci. Jutri bo v zahodni ter deloma v srednji in južni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj je bilo pretežno jasno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih, Lendavi in Ukrajinskem parku Goričko namerili 13 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni ter deloma v srednji in južni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Proti vzhodu bo ostalo sončno vreme, pihal bo jugozahodnik, ki se bo v notranjosti Slovenije čez dan nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 v zatišnih legah severne Slovenije, od -1 do 2, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, na Ptuju in v Mariboru 6, najvišje dnevne pa v Murski Soboti in Mariboru 17, na Ptuju pa 16 stopinj Celzija. V četrtek bo po večini oblačno, padavine na zahodu se bodo nekoliko okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ker se bo oblačnost občasno trgala. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 6 in 12, čez dan pa med 12 in 20 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!